Doktor Matjaž Mihelčič, vi ste doktor optometrist, a ne? Zdaj ta optometrija je v Sloveniji nekaj relativno novega, ne? In ljudje tudi ne ločijo recimo med pojmi, kot so optometrist, oftalmolog in optik. Ali lahko za začetek na kratko poveste, kaj optometrija sploh je? Optometrija je veda, ki se ukvarja predvsem z analizo in korekcijo vida. V zahodnem svetu, torej cela centralna Evropa, Anglija, Skandinavija, pa tudi Amerika, Avstralija, poznajo ta poklic že 100 let. In sicer so optometristi izhajali bolj iz optike, se ukvarjali z meritvami in izdelovali očala. Optik je seveda po definiciji, to verjetno poslušalci najbolj poznajo, ta, ki izdeluje očala in svetuje strankam. Oftalmolog pa je doktor medicine, ki je študiral najprej medicino in potem specializiral oftalmologijo. Katere so skupne točke, katere so razlike? Vsi trije imajo skupno to, da seveda morajo nekaj poznati o vidu in tako, ne, s tem, da oftalmolog in optik sta precej daleč narazen, ne. Optometrist se umešča nekje na sredi, ne, torej optometrist mora poznati praktično vse iz optike, ker mora znati kontrolirati očala. V nekaterih državah je standard takšen, da optometrist tudi izdela lahko očala in jih dobavlja pacientom, strankam ali klientom, kakorkoli jim rečejo, tudi te termini so različni. Optometrist mora znati en del oftalmologije, torej mora biti varen za svoje stranke, paciente, ne, v tem smislu, da prepozna abnormna stanja, ki jih potem napoti. Največkrat k oftalmologu, so tudi stanja nujna, kjer grejo direktno k nevrologu. Torej, vi ste, oziroma optometristi so zdravstveni delavci? Odvisno od definicije. Normalno ja. Torej, tudi v Sloveniji je optometrija zdravstvena dejavnost. Šolanje ni vedno na zdravstvenih ustanovah, ne. Dostikrat, posebej v Evropi, je optometrija na politehničnih fakultetah, tako tudi naša najbližja v Zagrebu, oziroma v Veliki Gorici pri Zagrebu. Tja hodi največ Slovencev. Fakulteta je sicer tehnična po statusu, ampak program je pa zdravstven. Tako da tu je nekaj težav, ne, ampak te fakultete so prej prišle do programov, so očitno bolj prosperirale in zato se je največkrat na teh fakultetah to ustanovilo. Tudi Nemčija, Avstrija, Švica recimo je iz tehničnih fakultet šlo ven, predvsem zato, ker je iz optike v teh državah. Amerika pa je to čisto zdravstven poklic, recimo Avstralija, Kanada, tudi Anglija, čisto zdravstven poklic. Kako pa je pri nas urejena optometrija? Prav vzorno ne. Torej v Sloveniji po klasifikaciji dejavnosti optometrija je samostojna zdravstvena dejavnost, ni pa predpisov, ki bi urejali dejavnost tega, ne. Zdaj, seveda tolmačenje potem lahko takšno ali drugačno, ne. Ker pri nas ni drugače določeno, lahko optometrist iz drugih držav, ki prihaja, vendarle izvaja po pravilih tistih držav, EU-ja, svojo dejavnost, dokler ni to v nasprotju z lokalnimi predpisi, ne. In kot rečeno, optometrija tu ni definirana v smislu scope of practice, to se reče nabor dejavnosti, ki jih izvaja optometrist. Torej se držimo pač konzervativno tistih predpisov držav, iz katerih prihajamo. Namreč študija v Sloveniji ni. Smo ga hoteli narediti že 12-13 let nazaj, obstaja habilitacijsko področje na Univerzi v Ljubljani, sem sam habilitiran tam, pa vendar, ko je stekel študij na Hrvaškem, nekako ni bilo potrebe. 2 milijona ljudi je relativno malo za postaviti rentabilen program. Vi ste tudi predavatelj na, torej, to je Visoka šola za optometrijo, fakulteta za optometrijo? To je visoka strokovna šola, 12 let sem bil do zdaj, letos ne. Sem pa tudi na magisterskem programu v Nemčiji, na optometriji, ki je ameriško-nemški program. Kakšno pa je zanimanje Slovencev za študijo optometrije? Pa zanimanje je veliko, no. Tudi šola v Veliki Gorici vzame vedno eno določeno kvoto Slovencev. Pošiljajo jih klinike, prihajajo iz recimo družin, ki imajo optična podjetja, ker te so nekako informirani, je zanimiv poklic. Relativno malo seveda od takih, ki prihajajo iz popolnoma drugih sfer, ne, ker niso seznanjeni s tem, ne, poklicom niti dejavnostjo. Včasih pridejo naše bivše stranke, pacienti kot študenti, ne, če so mlajši, ker so videli, da v bistvu obstaja ta neka umestna linija pregledov vida, to ni oftalmolog, ni optik. Kakšen je razlog, da jaz obiščem optometrista?
Torej, kakšne težave morate imeti, da je optometrist prvi naslov? Torej, ne sme biti očitna patologija, ne? Če prinesete oko takole, mislim, hecam se, ne, ampak če je oko rdeče, gnojno, boli, nenadna izguba vida, to seveda je prvi naslov oftalmolog. Tudi če je znano, da so v družini resne bolezni, pa ste vi relativno hitro imeli neko spremembo, je oftalmolog prvi naslov. Če je stanje stabilno, vi potrebujete nove očala ali potrebujete specialno korekcijo za neke posebne zahteve, torej ste športnik, glasbenik, z neko posebno dejavnost, imate neke posebne monitorje, neke posebne zahteve za vid, tu je pa verjetno optometrist edini, ki vam bo dobro rešil situacijo, zato ker se spozna tako na optične rešitve, kot na način, s kakšnimi meritvami bo sploh do njih prišel. Kaj dejansko merite? Ja, zdaj, laično ljudje si predstavljajo, merimo dioptrijo, ne? Ampak to je en majhen del. Ne? Dioptrija je pač refrakcijska napaka očesa, mi rečemo, to je oko predolgo, prekratko, je roženica malo prekriva, ne? To naredi tisto našo dioptrijo, ne rečem. Poleg te navadne dioptrije imamo večina ljudi nekaj malega astigmatizma, to so tako imenovani cilindri, ne? Cilindri so za korekcijo, da je v eni smeri oko malo močneje lomi svetlobo. To je še vse dosti trivialno za dobiti, zato so posebni testi, ki se jih lahko izvaja zelo natančno. No, če je stanje stabilno, če seveda ni nekaj ekstra čudnega z očesom, se da zelo natančno to določiti, je tudi ponovljiva meritev. Poleg tega merimo tudi, kakšno je sodelovanje oči, postavljamo jih v ravnotežje, ker vemo, da zlasti mlajši ljudje včasih niso čisto v ravnotežju, z enim očesom si bolj pomagajo ali pa imajo latentne napake, ki jih na enem očesu skušajo kompenzirati, na drugem ne. Če merimo samo vsakega posebej, včasih končamo meritev izven ravnotežja, mi rečemo refrakcijskega ravnotežja. Zato obstajajo testi, postavljamo ljudi v ravnotežje. Tudi po smeri pogleda. Ne gledamo vsi spontano naravnost, nekateri med nami imamo malenkost odklona. To večinoma je zanemarljivo, nekaterim ljudem pa dela glavobole, nekateri zelo težko berejo, nekateri preskakujejo vrstice, imamo mladino, ki so označeni za dislektike, pa v bistvu imajo samo latentne napake v smeri pogleda. Včasih tudi nekorigirane astigmatizme. V novejšem času zaradi pretirane uporabe digitalnih medijev tudi težave z slabljenjem akomodacije, to je naš autofokus. Tudi težave z majhnimi napakami, ki se izražajo kot subjektivno zelo moteče. Majhne objektivne napake, ki so subjektivno zelo moteče. 100 let nazaj so rabili krompir pobrati po njivi, je bilo čisto vseeno, če so imeli pol dioptrije astigmatizma ali eno dioptrijo, danes to ni več vseeno. Pol dioptrije astigmatizma lahko pomeni, da je nekdo po 6 urah šole ali 8 urah službe z glavobolom, z glavo na mizi, ali pa izpočiti pa gre v park jogati. Glede na to, da imate veliko opravka z merjenjem vida, kakšno je stanje Slovencev na tem področju? Smo, ne vem, pretežno kratkovidni, daljnovidni, imamo veliko astigmatizma. No, Slovenci se držimo kar statistike srednjeevropske, cel svet pa drvi v kratkovidnost. To je velika tema zdaj, prejšnji teden smo dobili ravno smernice Svetovnega sveta za optometrijo, ki podpira v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo management te kratkovidnosti. Torej, na nek način se da malo vplivati na razvoj te kratkovidnosti. Vse države grejo v povprečju proti minusu, torej ljudje se deloma zaradi pretiranega dela na blizu, se jim oči prilagajajo temu in oko samo po sebi misli, da bo v bistvu v redu naredilo. Se podaljšuje, fokus postavlja na način, da bo manj dela z ostrenjem slike na kratki razdalji, s tem pa nadaleč ne vidi več. Ampak to je nekako logičen odziv organa, in ko ga enkrat zavzame, ne zna več iz tega mehanizma, ker raste in konča se s tem, da je dioptrija skozi višja, ni pa vseeno, če ta minus pride na -3 nekoč, ali pa na -6 ali pa 7. Namreč težav z očmi resnih zdravstvenih je bistveno več, če imate -6, kot če imate -3. V obeh primerih je človek odvisen od očal, ne vidi se dobro nadaleč, jaz sem tam nekje vmes, nadaleč je vse zablurano, ampak če ta dioptrija začne prej, pride potem tudi do višjih vrednosti, kjer so veliko pogostejše sive mrene, glavkom, odstopi mrežnic, periferne degeneracije mrežnice, kar pa so lahko resne posledice. In te resne posledice, omenili ste glavkom, sivo mreno, vi lahko kot zdravstveni delavec tudi zdravite, ali to že ni več vaše področje? Ne, zdravljenje ni v domeni optometristov, ne v Evropi, no v Ameriki je.
Ne, mi to prepoznamo, ta stanja, in jih potem napotimo v nadaljnjo oskrbo. V zadnjem letu je v Evropi, pa tudi drugod po svetu postalo znano, da svet, če tako rečem, drvi v kratkovidnost. Zakaj se to dogaja? Ja, v zadnjem letu smo priča eksperimentu kot nikoli prej. Milijone otrok so dali na online šolanje in prej nikomur ni uspelo to manipulirati v tej smeri. V obratni smeri dali so otroke v določenih provincah na Kitajskem ven iz šol, da so probali, če to zadržuje rast kratkovidnosti, se je izkazalo, da ja. In zdaj imamo tudi obratno smer, dati otroke v ekrane ima seveda efekt, da raste kratkovidnost. Največja študija, ki je bila narejena, objavljena približno 3 mesece nazaj v Aziji, je obsegala 120.000 otrok, je dokazala, da pri 6-7 let starih otrokih je pojavnost kratkovidnosti 3-krat večja, kot je bila prej, ko so sledili 5 let zapored vsako leto posebej. Ta efekt je prisoten, izogniti se mu da deloma z več bivanja na prostem. Torej otroci, ki so sami po sebi zelo veliko v ekranih, lahko do neke mere to kompenzirajo z bivanjem na prostem vsaj 2 uri na dan. Je pa res, tisti, ki zdaj resnično začenjajo pri 6 letih z minusom, ti bojo verjetno, po vsej verjetnosti nad -3 v odrasli dobi, mnogi med njimi nad -6. In predikcija Brian Holden Vision Instituta, ki se je prvi začel ukvarjati s prognozami tega, je, da leta 2050 bo pol sveta že kratkovidnega, od tega bo 10% ljudi visoko kratkovidnih. Torej 10% na svetu z resnimi problemi z očmi, to sploh ni hec. In posledično so nastajale v zadnjem desetletju 2 tehnike, ki malo zavirajo rast kratkovidnosti. Je pa res, da to se zelo počasi uveljavlja, tudi ni čisto vsak otrok ali mladostnik primeren za te tehnike. So posebne kontaktne leče, so posebna očalna stekla, zdaj prihajajo neka nova očalna stekla z mikrolečkami. Obstajajo kapljice, ki se niso najbolj prijele, tudi učinek je manjši, kot smo pričakovali. Danci imajo tablete, ki zavirajo rast kratkovidnosti, mehanizem ni povsem pojasnen do konca. Torej, precej je še stvari v megli, nekatere delujejo en čas, pa če jih je potrebno nehati zaradi enega razloga, imamo rebound efekt, torej se spet vrača ta minus. Težko ujeti to kratkovidnost. Še najboljši princip je sploh, da se ne začne, torej da otroci že od štarta niso preveč na telefonih, da so dovolj zunaj. Zdaj staršev si pa ne morejo zbirati, namreč starši so pa tudi obremenilni dejavnik. Oba kratkovidna starša bistveno povečata verjetnost, da bo tudi otrok kratkoviden in da bo prehitel oba njiju z višino minusa. Ali veste mogoče, kakšni so trendi v Sloveniji, kar se tega tiče? Študija tu ni bila narejena po mojem vedenju. Prišla je evropska študija po tej azijski, ki je zelo podobno kot azijska. Slovenci se mi edine evidence, ki imamo, so lastne kartoteke, pa tudi nekaj od dobaviteljev pripomočkov oziroma elementov očalnih stekel in kontaktnih leč, zelo podobno kot sicer v Evropi. Azijci pa so na slabšem. Torej Evropa je prišla v 30 letih z približno 24% na 42% kratkovidnih, Azija pa veliko hujše, zlasti razviti predeli Azije, Hongkong, Singapur, Tajvan, nekateri deli urbane kontinentalne Kitajske, 90% kratkovidnih z veliko težavami. Ali obstajajo mogoče tudi kakšne vaje za oči, s katerimi lahko preprečimo nastanek kratkovidnosti? Ja, dobro vprašanje. Mislim, vsako gledanje na daleč, miganje z očmi je na nek način vaja. Zdaj, da si boste minus zmanjšali, z vajami je zelo malo verjetno, ali pa to sploh ni bil pravi minus, je bil začasno zakrčen minus. To je nekaj, česar se zelo zavedamo, da otrok, zlasti otrok ali mladostnik, lahko pride z začasno povečanim minusom. To je treba razkrinkati, so tehnike za to. Torej, nekdo, ki je z vajo dejansko znižal minus, verjetno prej sploh ni imel pravega minusa, ampak začasen minus. Sicer ob zelo statičnem delu je itak priporočljivo migati z očmi. Vozimo osmice, okoli pogledamo stran od ekrana, to je že itak zaradi prekrvavitve očesnih mišic in zaradi napetosti dobro. Da pa boste minus zmanjšali, ni nikoli bilo dokazano, da v resnici minus zmanjšate. Po perceptivni plati pa vaja lahko naredi, da vi z isto dioptrijo, brez očal vidite malenkost več, ker se naučite procesirati neke znake, ampak to je bolj stvar softvera. Niti ne, da bi optiko zmanjšali. Oko je relativno optično še kar robustna stvar.
z vajo se struktura očesa ne bo spremenila. In ko opazimo, da je z našimi očmi nekaj narobe, je čas za obisk optometrista, kaj ne? Odvisno, kaj je narobe. Če si želimo dobre korekcije vida z, bi rekel, kompleksno analizo, ja, seveda smo optometristi dober naslov. Če je predvsem zdravstvena težava, je oftalmolog pravi naslov, tako kot tradicionalno. Če potrebujemo lepa in dobra očala, pa nasvet, kakšna steklo porabiti, seveda optik še vedno.